Še eno vprašanje na temo konference in sicer, če bi država sprejela ustavni zakon, se že napovedujejo tožbe na višji inštanci, tudi na evropskih sodiščih, saj naj bi najprej odločba ustavnega sodišča bila od dveh odločbah, se pravi, zavrnjena, narejen ustavni zakon, ki naj bi zopet omejeval neke pravice, človekove pravice teh 18.405 ali 225.671, kakorkoli vzamemo, ampak te množice ljudi. No, iskanje podpore po evropskih institucijah je najprej potekalo zelo po ideoloških kanalih. Takrat je bilo tudi precej odziva. Spomnil bi, da je Pop TV v nekih poročilih zavrtelo posnetek enega italijanskega radikalca, ki je tukaj protestiral in je izjavil, citiram, tovariši iz Slovenije so me obvestili, da je bila pri vas več kot 18.000 ljudem odvzeta pravica do državljanstva. Vsi vemo, da je to seveda popolna laž. Ravno nasprotno, ponujena jim je bila pravica do državljanstva. No, kasneje pač se Evropa dolgo tega vtisa, napačnega vtisa ni mogla znebiti, vendar je nastopil trenutek resnice, ko je, bi spomnil, leta 2007 organizirala slovenska tranzicijska levica izlet tako imenovanih izbrisanih v Bruselj, ki se je silno neslavno končal, kajti ko so prišli tja in so jih bili tudi pripravljeni tam sprejeti nekateri najvišji predstavniki, so ob pozivu zložili na kup slovenske potne liste. In potem so v Evropi vprašali, čakajte, kje so pa tisti izbrisani, kako pa ni pomeni, da človek nima nobenega papirja, da mu je bilo odvzeto državljanstvo. Ker so rekli, to smo mi. In potem seveda je bilo hitro te zgodbe konec, ker so v Evropi razumeli, da jih nekdo ves čas z napačno uporabo pojmov hudo vleče za nos. In koncev obstaja tudi sodna pot. In kolikor je meni znano, so nekateri to pot že ubrali in da so bile v glavnem vse tiste tožbe že zavržene. Sam sem trdno prepričan, da če v Sloveniji to uredimo na ustavno-pravni ravni, potem Evropa o tem preprosto ne bo imela več očilne presoje. Kajti odločba ustavnega sodišča je enakovredna, je ustavna materija, tudi ustavnemu zakonu. To je tudi normalna demokratična pot, ki se uporablja v številnih sosedah, tako že pri prvi sosedi Avstriji, ko parlament poišče dvotretinsko večino, dvotretinski konsens in pač za to neko stvar uredi drugače, kot je sicer hotelo ustavno sodišče. To je popolnoma normalna demokratična pot. Še eno vprašanje. Tudi grede v Sloveniji ne bi bilo to prvič. Veste, da je bil v ustavo zapisan proporcionalni volilni sistem, žal pa takrat ni šlo samo za to, da se je negiralo odločbo ustavnega sodišča, tisto je bilo še veliko bolj sporno, kajti tam se je s tem povozilo odločitev najvišjega suverena, kajti to je v večinski volilni sistem je bil izglasovan na referendum. Še eno vprašanje. Če bi sodba, ki je v primeru Todorović sedaj še nepravnomočna, postala pravnomočna, ali bi potem ta ustavni zakon spodbil tudi to sodbo na sodišču? V Sloveniji veste, da obstaja pravni red in zelo jasna ustavna določba, ki pravi, da ni mogoče spreminjati pravnih predpisov za nazaj. To se pravi, ni mogoče recimo že pravnomočnih odločb spreminjati razno z izrednimi pravnimi sredstvi in to pod izjemno ostrimi pogoji. Ni mogoče uveljavljati zakonov z veljavnostjo za nazaj in to vaše vprašanje samo vsebuje ponovno potrditev tistega, kar sem rekel že prej. Če bo gospa Kresalova naknadno predlagala nek zakon, navaden zakon, s katerim bo hotela urejati stvari za ljudi, ki jim zdaj že izdaja odločbe, jim omejevati pravico do odškodnine, potem to po slovenskem pravnem redu preprosto ne bo mogoče in bo to lahko vsak spodbil pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije. In zaradi tega bodo ti ljudje, ki zdaj dobivajo odločbe, v bistveno boljšem položaju, bolj ugodnem položaju, kot tisti, ki bi dobili odločbe potem, ko bi bil tak zakon o omejevanju sprejet. Itak pa sem že prej poudaril, navaden zakon lahko Ustavno sodišče kadarkoli obravnava, kadarkoli razveljavi in potem se lahko čez 10 let znajdemo v isti situaciji, kot smo se znašli zaradi posega Ustavnega sodišča, s katerim pa še enkrat poudarjam, je Ustavno sodišče popolnoma zignoriralo dejstvo, da je bil 81. člen zakona o tujcih v bistvu vključen v temeljno ustavno listino in je torej s tem prekoračilo svoja pooblastila.
Da pa ne bi šlo tukaj za mojo trditev ali pa za trditev SDS, smo v sam tekst interpelacije vključili mnenje pač samega avtorja slovenske ustave in to prav poglavja o človekovih pravicah in tudi avtorja velikega dela zakonodaje z tega področja, doktorja Toneta Jerovška. Tudi so avtorja temeljne ustavne listine. In on na argumentiran pravniški način pove, zakaj je bila ta odločba ustavnega sodišča tako sporna in kako bi bilo pravzaprav potrebno ravnati, da bi se stvari uredilo na praven in pravičen način. To pa je cilj SDS. Ste si hitro umili roko, ko ste se rokovali včeraj v TV klubu z gospodom Todorovićem na koncu TV kluba? Vsako ponujeno roko sam sprejme, ne glede na to, kdo jo ponudi. Mislim, da je to en temeljnih odnosov med ljudmi. Tudi vsakogar pozdravim, lahko vprašate katerega koli konkurentov tukaj na hodniku, tudi vsakega zaposlenega, ne delam nobene razlike in enako ravnanje seveda pričakujem tudi vse drugih. Z tega razloga pač vašega vprašanja res ne moram razumeti, razen če vi ravnate drugače. Ne, hotel sem vas vprašati, kako ste vi razumeli to ponujeno roko, katero ste tudi sprejeli gospoda Todorovića na koncu oddaje. Je to prvi vajn kontakt v smislu neke pomiritve? Gospod Todorović je bil nekoč tudi gost naše tiskovne konference tukaj. Prišel je s celo skupino svojih znancev iz vrst tako imenovanih izbrisanih, ki to niso, če bi bilo uporabiti izraz prenešeni. In popolnoma normalno smo se pozdravili od prihodu in odhodu, tako kot včeraj. To je pač stvar slovesa, stvar temeljnega odnosa med ljudmi. Jaz še enkrat podarjam, da se čudem, da to sprašujete in mi ni čisto jasno, kako bi ravnati v takih primerih. Lahko sem še vprašal, torej, kaj je bila temeljna ovira, da ni prišlo torej, do obravnave in do glasovanja v državnem zboru oziroma med poslanci o tem ustavnem zakonu za časa Janševe vlade? Takrat je bilo najbolj sporno prav to, da smo vztrajali, da je potrebno obravnavati vsak primer posebej. Kajti očitno je bilo nekomu šlo v nos, da na ta način seveda ne bi bilo mogoče izdajati odločb tistim, ki so bili recimo, kot je znan en primer, ujeti na Hrvaškem v neki paravojaški enoti in več let zaprti, se potem vrnili nazaj v Slovenijo, zdaj bi pa potem na čelu dobili odločbo, da so bili ves čas v Sloveniji in imeli ves čas tukaj stalno prebivališče. Zato, da bi se take primere, ko gre torej za vprašanje predvsem nekdanjih oficirjev JLA oziroma tisti, ki so bili vezani na službe nekdanje Jugoslavije, izločilo. Zato je takrat gospod Rop to ustavil. To je bilo iz njegovih besed popolnoma jasno. Priče za to pa so, kot veste, nekdanji minister Bohinc, ki je bil na tistem sestanku in še predsednik SDS, gospod Janez Janša. Prav pri načelu, da individualne obravnave se je zataknilo. Zakaj bi bilo pa to sporno, se gre za enega od temeljev modernega prava, to pa resnično je težko razumeti. Razen seveda, če iščeš dodatne volivce. Ste mogoče še bolj konkretni z datumom, torej kdaj je to bilo? To je bilo tam pred razpisom referenduma o tako imenovanem tehničnem zakonu izbrisanih leta 2004. Če lahko še nekaj, če interpelacija ne uspe, zakon se ne sprejme, kaj potem? Potem bodo državljanke in državljani Republike Slovenije, ki imajo na koncu v demokraciji zmeraj zadnjo besedo, na naslednjih volitvah presojali, kaj je kdo storil, ali je storil prav in na čigav način. Referenduma ne več nobenega. Referendum je demokratično sredstvo. Meni je izredno žal, da tudi sedanje dogajanje v nekaterih strankah izkoriščajo za to, da bi spet šli v omejevanje pravice do referenduma. Sam osebno sem in bom vedno temu dosledno nasprotoval. Referendum je neka demokratična norma, ki je v Sloveniji že uveljavljena. Vprašanje je samo politične zrelosti, politične kulture, kako jo uresničujemo. Ampak to ni odvisno več od slovenske ustave, ampak od konkretnih ljudi. Gospod Grims, odkje ima toliko energije, da bijete to bitko tako ostro še vedno? Ne gre za bitko, gre za to, da sem prepričan, da delam v korist slovenskih državljank in državljanov in vesel sem, da ima SDS, ki pripada enako mnenje.